Kurjo pot sem dobila, presežem ti po nogah posod. Kva? V tistem trenutku mi je srce dobesedno padlo v hlače. 2 dni je minilo od tega, jaz pa sem še vedno v šoku. Jaz tudi. A ti to resno? Čau, jaz sem Nina. Čau, jaz pa Maša. In dobrodošli v novi epizodi podcasta A ti to resno? Sneg je. Ja. Maju je kar malo Sneg je. presenetil, ampak je ful je lepo, samo če pač nisi na cesti. Ja. Ej, lih prej so se pogovarjali, mi da imamo obe drugače radi sneg, tako nasplošno pač lepo je zavideti. Mene dober. osebno ful spomne na otroštvo, ker sem se zmer imela najbolj na snegu. Sam zdaj, ker sem pa voznica, odrasla oseba, ki hodi v službo pa tako naprej, je pa malo Ne. drugačne. Ne, mislim, Ja. jaz se ful grozno počutim, če zunaj recimo ful sneži in jaz moram delati. Ali pa ne vem, gledam iz šihta tako čez oken, kako sneži in jaz moram biti noter. Meni pa to ni najslabše, iskreno, meni pa malo olajša ših, zato ker je tako lepo zavideti. Pač počutim se tako, ker bom prišla, bom po snegu hodila pa tako. Pa ne razmišljaš vnaprej, tako moram kidati pol avto, ko bom Ja. prišla, pa bo vse leden, pa Ja. bo kaos na Ampak saj to cestah. pravim, zdaj nekako, torej letos dejansko razmišljam tako in mi je malo težko, no. Isto včeraj dobesedno, ko je snežil, grozno jaz sem je se, se pravi, zdaj včeraj, ne, mi da to epizodo objavljava ob nedeljah, sem zdaj jo snemava, torej sreda je, ne, tako da včeraj je bil torek, snežilje in jaz, ko sem se, cel dan sem se pelala gor pa dol, pač bila sem v službi, pa sem šla še nekam in pa sem šla s tem še nekam in sem mogla vsakič, veš, ko sem šla v avto, pač ga popucati, a ne. Ja, pač ja. In moje roke so zmrznile, moje telo se je treslo, pol prideš v avto in ti še kar ni toplo, ker si v bistvu itak cel premražen še od unga snega. Ja, in pa moj avto rab nekaj, da zalaufa. Ja, ne, rab, da dejansko prek sebe, začne, ne. ja. Ja, moj tudi. In pol tudi ceste, ja, sploh ne vem, ti Darsovci, pač spet jih je presenetil ta sneg očitno. In nesplužen je bilo. Jaz ne bom sploh rekla presenetil. Kako lahko rečemo, da jih je spet presenetil? Ja, to se že norca delamo iz tega, a ne, ker jih Sorry. vsako leto presenetne. Sorry, dej res. V narekovajih. Pač norca se delamo iz tega, zato ker dejansko zdaj bi že lahko bili malo bolj organizirani, no. Okay. Tako da, grozen, Ja. greva zdaj na najne januarske teme. Nimava zares tako specifične teme, kot so imele do zdaj, torej oktobra so imele Spooky Month, pa so imele neke praznične zgodbe. Tako. Januar je tak bolj na free mesec, pač ne vem, tako Ni da. nič specifično. Ja. Bolj tiste stvari, ki so se zdaj objavljale recimo na Redditu v zadnjih cajtih, zgodbe, ki so zdaj recimo popularne na Redditu in pa tudi ene par zgodb najnih poslušalk. Ja, tokrat sta nama v bistvu dve punci prvič so dobili sporočila na Spotifyju, da ste nama prav komentirali na Spotifyju, ponavadi nama ali zaseben DM pošljete, ne, pošljete. Tokrat pa dejansko ja, na Spotifyju in so si rekli, da bojo predebatirali, ker sta tako tak zanimiv kontekst je, no. Da ostanete z nama za nekaj slovenske drame, ne. Ok, da je začnem. Kaj naj naredim s potovanjem, ki sva ga s fantom že rezervirala in plačala, zdaj pa sva šla na razen. Joj, slaba situacija. Ta je res bedna. Ok, se pravi. Lani za Božič sva se s fantom odločila, da si namesto klasičnih daril podariva nekaj večjega. Skupno potovanje po Tajski. O, Tajska. Bila sva res navdušena, zato sva vse plačala že vnaprej. Torej, letalske karte, nastanitve, par izletov in ekskurzij. Skupaj kar velik znesek, ampak vredno, saj je bilo to odzmeraj najno sanjsko potovanje. Potem pa januarja, bum, razšla sva se. No, tu pa so se začele komplikacije. Večina rezervacij je taki, ki jih ne moraš več odpovedati, ali pa bi nazaj dobila samo nek drobiž. Torej, realno, denar je šel, potovanje pa visi v zraku. Najprej sem mislila, da bi vsaj eden od naju odstopil svojo karto, da bi šel tisti drugi s prijateljem ali prijateljico. Ampak ne, noben od naju ne želi odstopiti svoje karte. O, ne. Ta je res bedna. O, shit. No, zdaj je bivši prišel na idejo, da bi pač vseeno šla skupaj. Jaz iskreno pa si ne predstavljam, da bi bila en mesec vsak dan z bivšim. Pa ne pa na odstop. Ja, spanje, izleti, hrana, letalo, vročina, vse. Ne vem, če bi zdržala psihično, ker sva se komaj rešila, pa tudi ne vem, ali bi bilo to pametno, ali bi na koncu to oba obžalovala. Torej, sem v dilemi, ali naj grem z bivšim in tvegam, ali pa naj požrem izgubo tega denarja in ostanem doma. Kako se sploh pošteno razdeli potovanje, ki je bilo plačano za 2 osebi, ko teh 2 pač ni več. A ni pa šanse, da bi kakšna njena kolegica, mislim, da bi kakšen njegov kolega odkupil od nje prav potovanje? Ali Ja, da bi prav plačal? Jaz sem pač razumela, ne, da itak, kakor jaz vem, pri teh letalskih kartah je tako, da ti lahko še vedno zamenjaš oziroma prepišeš letalsko karto na neko drugo Ja. osebo, sicer moraš verjetno kaj doplačati in če bi zdaj eden od njiju odstopil svojo karto
in to potovanje, pa če bi se dal to res prepisati, bi lahko potem pač ta oseba samo plačala tisti, ki odstopi karto, ne, Ja, in, točno to. ampak noben od njih dveh ne želi tega narediti. Mislim, ona več kot očitno je njej bolj nelagodno, da bi šla z njim. Točno Tako da, to. če že kdo odstopa, je bolj smiselno, da ona odstopa. Veš, Ja. kaj mislim? Ker on ni pripravljen nič z njo, ne? Ja, je pač to predlagal, ne, Ja. ampak zdaj pa ona, če noče, ja, ok, pa pač odstopiš Sej to, kaj pa boš, ne? karto enemu frendu, ali pa požreš in, In greš. greš. To zna biti sicer ful nerodno. Se je ful glupa situacija. Ja, no, pa zdaj res tudi je. ne vem, kako sta se ona dva razšla. Malo je tako smotan, ker ne vemo, veš, a sta se tako razšla, da sta še kar na nek. Mislim, več kot očitno nista čist kolega. Ne, pa pač. saj tako, either way se mi zdi, ne, se ti z nekom razideš, lepo ali pa grdo. Je prav, da greš lahko naprej, da imaš malo cajta zase in to, da bi šla ona dva zdaj, ne vem, za en mesec primer na Tajsko skupaj, ne vem, glih koliko bi pripomogli k temu, da bi šla ona dva lažje potem naprej, ne, Ja. čez drugega. To je res, ja. Pač ono, če sta se res. Ona je več kot očitno tudi odločena, da je to, ne, kar se tiče razhoda. Tudi Ja. ni nič več unga upanja v zraku, da Da bi bi bilo lahko, karkoli ja. med njima in da je to mogoče dobra prilika, da spet, ne vem, se pobotati ali karkoli že, pač je očitno res konc in z tega vidika je pa res smotanja, ker ono, moraš to osebo konstantno gledati. Polka si na potovanju, si tudi se mi zdi v enem takemu idiličnem stanju. Ja, A veš, ja, neka ja. nova lokacija je, Tajska je sploh zelo lepa, hude nove izkušnje in pa se ti mogoče zdi, joj, pa se ni bilo tako slabo, mogoče bi pa mogla biti spet skupaj, a veš. Ja, itak. Ja, pač v bistvu v drugem okolju in v drugačni situaciji spoznaš enega človeka oziroma si z enim človekom, ne. In je sveže vse na nek in, način. Ja, ne. točno to je. To je res smotan. Čeprav je smotan, Ja. da ti res rezerviraš eno potovanje, ki je tako malo večje in malo draže, in greš pol narazen, ker res pač kaj narediti v tem primeru. Joj, ne predstavljam si. Zdaj pa tako prav strašno je, kdaj planirati take stvari vnaprej. A ne? Vse to so se mi, da tudi moje že enkrat pogovarjali, ker si rekla v bistvu, da kadarkoli, naprimer, kaj planiraš vnaprej, ali zboliš, ali pa nekaj slabega se zgodi in pa je Ja, pač ja. malo uničena situacija. Ne? Da je bolj v bistvu, da nič ne planiraš tako naprej. Ne? Sam po drugi strani pa moraš, ne samo zato, ker je tudi fulc naj, če planiraš vnaprej. Pa sorry, like, nimamo ne vem koliko keša, da lahko tih pred zdajci nekaj rezerviram, pa rečem, bom pa dala 1000 evrov za to karto. Pa veš, tudi Tajska, pač ponavadi Tajska, ker je tako daleč, greš ti za, ne vem, 3 tedne ali pa vsaj en mesec. Ja. Kar pomeni, da ti ne moreš zdaj, ne vem, 2 tedna prej se odločiti in reči, ok, zdaj pa jaz kar za en mesec grem. Ja, saj to, ja. Verjetno imaš kakšen job, obveznosti, a ne, tako da to je. Take stvari treba. Ja. Joj, pa se res ne pomisliš na to, ne? To je tako, ker ne vem, ne pomisliš, ko se z nekom poročiš, zdaj bo šla pa na razen, ne? Ja, pa Kaj saj pa lih- bo? Sam... To je tudi point, če boš ti tako razmišljal, če ti greš, jaz si zmer tako rečem, ne, če ti greš v eno razmerje z idejo, da se v ta nekega dne itak razšla, pa sploh greš Brez v razmerje. veze. Ja, pač ti ja. greš v razmerje zato, ker pač vidiš tega človeka za live. Ja, ja, A ja. veš, pač vidiš se s to osebo potencialno, da boste dejansko celo življenje preživela skupaj. Tako da, če pa že razmišljaš, ok, sej Bog ve, koliko časa to traja, ali pa le mogoče to Ja, ni. ja. Ali pa ni kaj, za- če bova šla enkrat Ja, na sej razen, to, ja. pa mogoče to ni to, ne. Pol v bistvu, mislim, ali pa si v takem razmerju in pol to zgleda tako, da ne greš nikoli na noben izlet, na nobeno potovanje, ker boh ne dej, če boš šla kdaj na razen. Zdaj predstavljaj si, Ne, jaz si ko pa ne. je pol tudi to fora, ne. Nič, pač ni, v bistvu si bolj, da bi bil sam, no, če tako pogledam. Tako da ja, to je smotana situacija, ampak, lej, nimaš kaj, a ne. Probaš, mogoče se res tako zmeni, da gre eden od dva in pač vzame kolega oziroma kolegico Ja, zraven. pač je pa škoda, da bi potovanje čist propadlo. Torej, da sam pač, ne vem, gre ena oseba, druga karta pa. To je to. Propade, ja, To točno pa to. ne vem, to je pa taka škoda res, ker srce me boli, ker razmišljam o tem. Pač dej nama. a ne, Ja, dej, sej to, sorry, le saj- java se, daj komentiraj, Vidim, no. tudi ful šli. Ja, daj koment spust, daj odkupam. Sej to, ja. Ok, gremo pa naprej, ja? Torej. Ali sem kretenka, ker izključujem brata iz zabavnega dogodka, ker njegova žena preveč govori? Okay. Jaz, 29 let stara punca, imam game night in bi zelo rada, da pride moj brat, 33-letni moški, ampak ne maram družbe njegove žene, 30-letnice. Ne zato, ker bi bila slaba oseba, ampak ker se v družbi preprosto ne zna kontrolirati. Ne samo, da dominira vsak pogovor in je zelo glasna, ampak tudi zelo redko koga kaj vpraša o njih samih, brez da takoj skoči noter in pogovor obrne nase. Zaradi njenega obnašanja sem žal prisiljena izključiti brata iz tega dogodka in verjetno tudi iz prihodnjih, ker ni variante, da bi prišel brez nje. Moj brat je poročen 1 leto, to ni noro obnašanje z njene strani in o tem sem se z njim že pogovarjala. Pravi, da ve, da je to nadležno in moteče in da se je z njo o tem že pogovoril, ampak se očitno nič ne spremeni. To se dogaja na večerjah, družinskih srečanjih in tako dalje. Če se hočem z njim sploh pogovarjati, ga moram namensko poiskati samega. Če sta skupaj, ona ne more nehati govoriti za oba in on sploh ne pride do besede. Razumem, da je to verjetno povezano z anksioznostjo
psihoterapijo in ona trdi, da že zadnjih nekaj let hodi k terapevtu, ampak res ne vem, kaj še lahko naredim, da ne bi bila nesramna. Tukaj pa je mogoče jaz izpadem kretenka. Na Game Night vabim nekaj bratrancev in nekaj svojih bližnjih prijateljev, ki živijo veliko dlje stran kot moj brat in njegova žena. Ona dva živita v istem mestu kot jaz. Nisem jima povedala, ampak skrbi me, da bosta izvedela in bila prizadeta. Po drugi strani pa bi rada, da imajo vsi možnost sodelovati v pogovorih. Nazadnje, ko je bila ona na Game Nightu, je zavlačevala poteze drugih ljudi, ker ni mogla nehati govoriti in je praktično kričala čez ljudi, ki so hoteli sodelovati v igri, o popolnoma nepovezanih stvarih. Ok, jaz taki tipi ljudi, ki si jih zdaj opisala, oziroma ki so opisala to punco, meni gre toliko na živce. Ja. Jaz ne vem, jaz ne morem biti z enim človekom, ki ni toliko inteligenten, da se ne zna normalno pogovarjati. Se pravi, ne vem, da ko jaz nekaj govorim, da je on tiho, da me posluša in potem, ko on nekaj govori, sem jaz tiho, ga poslušam, ne skačem v besedo in tudi te ljudje, ne, ki v bistvu kar naenkrat, ne vem, jaz primer, tebi govorim o svojih problemih in ti to kar malo preslišeš in začneš govoriti o svojih problemih. To je meni tako malo čustveno neinteligentno. Definitivno. Mogoče, se mi zdi, no, da je taka oseba. Ne maram takih ljudi, res mi gre na živce, tako da totalno razumem to punco, da gre na živce. S tem, da, sorry, no, ker boš zakončala. Evo, zdaj jaz prekinjam, veš. Dobro, to je drugače, ne? Ne, to se čisto strinjam s tabo. In jaz dejansko sem že dosti ljudi spoznala, ja, da ko jim tako nekaj poveš, zares sploh ne poslušajo. V bistvu sam toliko slišijo, da vejo, da je, ne vem, tema mogoče na nek način povezana tudi z njimi in da oni lahko to nas obrnejo. In to je to. Ne poslušajo zato, da bi tebi svetovali ali pa pomagali ali pa ne vem, dali nek kakršenkoli feedback. Ne. Jaz takih ljudi res ful ne maram. Se jih probam res izogibati, ker je tudi tako čustveno je naporno v resnici, da se ti družiš oziroma pogovarjaš sploh s takim človekom. Se mi zdi, da ti kar tako energijo iz mozga ven, ker samo on govori in nič sploh ne, mislim, ti sploh do besede ne prideš, ko hočeš karkoli povedati, ne, tako da jaz tega ful ne maram in razumem, res razumem to punco. Se mi pa zdi tudi tako, ne, da je pa pomembno tudi, da ta pač punca, ki je to pisala zgodbo, da je tudi ona, ki je rekla tej bratovi ženi sama. A veš, ne, da konstantno njega vzema kot, ok, on se je očitno že z njo pogovoril, pa mu je rekla, sam pomembno je to tudi ti v bistvu tej osebi mogoče kdaj tako rečeš. Ne vem, naprimer, če ona lih skoč pač v besedo rečeš, lej, sorry, zanima me, kaj ima XY zapovedati, lahko počakaš. A veš, tako, na tak način, ne, pač malo bolj grob na nek način, ker pač sorry, a ne, lej, probali smo že na nek normalen način, očitno to ne gre, mogoče kdaj pri enih ljudeh, tako, če si prijazen, ne zaleže. Moraš jim kdaj malo bolj grobo povedati, ker sam to zares dojamejo. Pač kakorkoli grdo zveni, ampak oprosti, a ne. Pa še vsem konc koncev je bratova žena, mogli bojo sobivati, a ne. Te večerje skupne, pa to se bo še dogajalo, ali ta punca to hoče ali ne. In ne vem, mogoče bi bilo potrebno, da tudi ona njej direkt pove. Mislim, se mogoče je že samo v tej zgodbi tega ni omenila, da bi. Mogoče to je res boljš, ker drugo je, če tebi se prav pove njen mož to, pa ga mogoče ne vzame to resno, kakor pa če ti nekdo bolj na tak grob način neka druga oseba XY to pove. Ja. Pa drugače, še ena taka stvar, ki me je zmotila v tej zgodbi, je mogoče tudi to, da je omenila, da pač njen brat, da če ti hočeš priti do njenega brata, torej, da se z njim pogovoriš, da dobesedno ne moreš ga nek na samemu jesti, ker sta ona dva konstantno skup. To je še ena taka stvar, ki mene moti. Pač tako nasplošno pri ljudeh, ti nisi samo partner svojega partnerja, ti si tudi sam svoj človek. A veš, kaj mislim? Mene komot lahko ujameš tudi brez mojega fanta, pa so že 8 let skup, ne bova konstantno skup tičala. A veš, kaj mislim? Bom šla kdaj tudi na večerjo k svoji družini sama. A veš, kaj mislim? Zakaj je to tak? Ni big deal, ne rabiš ti skozi žene vlači sabo. Pač to je pa nekaj, kar morajo ljudje sami pri sebi razpucati, a ne, da si ti, tako kot si ti rekla, da si ti sam svoja oseba, da nista vidva eno. To se mi zdi, da se dostikrat zgodi pri kakšnih parih, no, da se obnašajo tako, kot da sta vidva eno, da morate vse skupaj delati, da če pa ti zdaj recimo mene povabiš na nek girls night out, je pa avtomatično še Pavel zraven mene, a veš, ne, itak da ne, pač ne, midva nisva eno skupaj, ne, sva vsak svoj človek, ampak pač preživljava tudi skupni čas skupaj. Tako da to se absolutno strinjam, ampak to je tudi neka meja, ki bi jo mogel ta tip postaviti, ne, mislim, sorry, če tebe ne more tvoja familija na samem nikoli dobiti. Definitivno, ja. To je pač meja, ki jo moraš ti postaviti. Tukaj ne krivim njegove žene zares, to je pa njegova odgovornost, ne, pač koliko je od njegove žene odgovornost do njene družine, a ne na nek način. Mislim, zdaj so oni vsi v bistvu družina, ona se tudi šteje zraven, sam še vse ni tako drugače. Ne vem, tudi me ta situacija tudi spomne na ena znanka mi Lizanč razlagala o eni podobni situaciji, ne, da tudi njena sestra je konstantno s svojim fantom in da tudi, ne vem, naprimer so oni organizirali neko skupno aktivnost, se pravi njena sestra, ona, njena mami, oči, pač res tam ta bližnja tako družina povezana, ne.
In ne, ona je mogla nujno tudi njega zraven propeljati in pol so se tam lih slučajno še neki skregali z njima, ne. In je bilo samo tako vse absurdno, ker zakaj je on sploh bil tam na nek način, ne. Pač to je bilo mišljeno tako sam za njih, nekaj malega, ena prav posebna prilika je bila, ne vem kaj, ne. In pač, a je res nujno, da ga moraš konstantno sabo voziti posodno? Ne, to je pač, to je neka meja, ki jo moraš ti postaviti, a ne. Saj je lepo, da se družite, da se imate rada in vse, ampak, Itak. a veš, pol jaz se tako zmeraj vprašam, kaj bo pa pol, ko boš šel ti, recimo, Bog ne daj enkrat s to osebo narazen. Ja. Ker če si zdaj toliko navajen, da sta pač skupaj vsak dan in da morata biti vse posod skupaj, kaj se bo pol zgodilo, ko bosta šla narazen? Mislim, ti boš, a razumeš, tebe bo pol to totalno potolkal, ne? Poleg tega se mi zdi, da tudi ti kot oseba pač ne moreš rastati, napredovati, če si konstantno, a veš, z eno drugo osebo, ne, in Definitivno, prilagajaš v bistvu vse svoje življenje in vse pač. Pa jaz mislim, da tako ne vem, jaz si ne predstavljam, da si zares tako lahko srečen. Ti si lahko zares srečen v enem razmerju, šele ko si srečen sam s sabo. A veš, kaj mislim, da si sposoben biti sam, pa da si še kar zadovoljen. A veš, če je tvoja sreča pogojena z tvojim partnerjem, ja. Kaj pol smisel sploh? Ne, mislim, da vse to je težko mogoče. Sploh, ko si v malo daljši zvezi, v malo daljšem razmerju in se toliko navadiš na to osebo, da ti je pač, a veš, samoumevno ti rata. In meni samoumevno rata, da, a veš, bi tudi jaz zdaj na kakšno zabavo, recimo, ko vem, da bo ful dobra zabava, povabila tudi Pavla. Ja. Ne vem, ali zdaj govorim službena ali kakorkoli, ne, ampak ne zato, ker bi ga mogla imeti 24/7 zraven, ampak zato, ker sem tako, po mojem bo ful dober, res bi rada to delila še s tabo. A veš, kaj mislim, tako, na to foro. Ampak ja, ne, ni pa prav, no. Jaz glih zdaj sem dobila eno priložnost za neko delo v tujini in ja, mislim, sej moja prva misel je bila tako, faka, ne, kaj pa Pavel, s tem, da jaz sem lahko ful vesela, da Pavel je res najbolj chill fant, res me podpira v vsem in on je bil ful vesel, ne, nič me ne omejuje, res on, če bi mu rekla, da bi šla zdaj za 5 let nekam, bi me pač podpiral in bi me bilo fajn in vse, ne. Ampak, a veš, jaz sem pol tista, ki se nek zid postavim in sem tako šita, ne, pa kaj pa Pavel, kako bova pa midva, kako bom pa jaz brez njega, ne. Ampak v resnici pol, ko pa tako pogledam, a veš, res nočem biti starejša, pa pol gledati za nazaj, pa obžalovati neke stvari, točno to, ki jih nisem naredila, ne, in da pač, ne vem, mogoče takrat nisem imela toliko poguma zaradi nekih banalnih stvari, ne. Pavel bo mene počakal, če je zdaj že, ne vem, 7 let skoraj z mano, me bo pa tudi v njih, ne vem, par mesecev počakal. Ne bi smel biti problema zares, ne bo konc sveta, ne. Tako da mislim, da če potegnem neko črto, ti moraš na koncu dneva zmeri gledati nase in ja, ne smeš svoje sreče in stvari pogojevati svojim partnerjem. Točno to. Žal. S tem, da, a veš, sej, ni najslabša stvar, da pač ja, ti prva stvar, na katero pomisliš, je tvoj partner. To je drugače lepo na nek način. In tudi to, da si ti recimo v tem primeru pomislila kuj nanga, to je lepo. Ampak ja, ne smeš pa sebe omejevati zaradi svojega partnerja in tudi on te ne sme. Moja odločitev ne sme v bistvu zdaj temeljiti samo na Pavlu in na tem. Ja, to pa točno to, absolutno. Pa na nek način se mi zdi tudi tako, da je to tudi ta en strah, a veš, kaj pa zdaj, če jaz grem, pa pač pustim partnerja kle, kako bo z nama pa vse to. Ampak tudi to, a veš, to je ta nek znak tega poguma, da kljub temu, da te je strah, pa da tako razmišljaš, da se še en rečeš, a veš, kaj se bo že, pa še vse to narediš, tako je, tako je. Ker tako sem se tudi jaz počutila, se ne vem, po mojem v prejšnji epizodi to na hitro so neki tudi povedali, glede tega, ker sem šla na Erasmus, ne. Takrat sem res tudi z Martinom v bistvu. Pa isto prva stvar je bila tako, joja, najprej sem bila navdušena ob ideji, pa bolj, ko se je potovanje bližalo, bolj me je stiskalo, pa sem bila tako, kaj pa Martin, pa tako dolgo bova narazen, pa kaj bom kle sam, pa kaj bom jaz tam, pač tako navajena sem tudi na to, da vse skupaj. Takrat so že živela skupaj, tako kaj zdelam. In to je normalno. Sam dejstvo je pa, da sem še vsem pač pol rekla, lej, bo kar bo, pa sem šla. V bistvu si sebe postavila tukaj na prvo mesto, kar je prav, a ne, sej to je, a meni tudi mame mi tako zmeri govori, ne, Maša, ti moraš biti najprej sama sebi zadost. Ja. Če ti nisi sama sebi zadost, pol, a veš, nimaš kaj delati z drugo osebo, ne pogojuj svoje sreče tukaj z nekom drugim, ne. Točno to, ja. Ker najslabše je tudi pol, da ne vem, čez par let, mogoče, kakor so rekli, to pride za tabo in ti mogoče na tej točki si rečeš, okej, ne, tudi, a veš, kaj meni Martin recimo rekel, jaz nočem, da ti meni nekega dne zameraš to, da nisi šla na Erasmus zaradi mene. A veš, kaj mislim? In jaz sem v tistem trenutku pa valjda na tebi zamerila, saj nisem idiot, saj vem, da me ti ne omejuješ, ti mi še celo praviš, naj grem, kako naj ti zameram. Sam mislim, da podzavestno mogoče človek tako zamer, ker si reče, pismo, če ne bi bilo tebe, bi šla. Ja, a veš, kaj mislim? Tako, ne vem, podzavestno to pride za tabo in jaz to tudi vidim pri dosti tako zrelih, starejših osebah, da točno to se jim je tudi zgodilo. In zdaj gledajo na svojega partnerja kar z neko zamero, pa kar neko tenzijo tam čutiš, ker mu kar meče naprej ene stvari za nazaj, a veš, to jaz fulkrat vidim. Tako da
zato pa pač ja, otroci, če razmišljate, da bi šli nekam v tujino, pa da imate fanta, punco, kakorkoli že pojte, ker res z razlogom vsi, ki smo šli, zmer to hvalimo, pa zmer govorimo, kako ti bo žal, če ne boš šel. Z razlogom, veš, kaj mislim. Vem, da je kdaj tako težko nekoga poslušati, pa si reči, to je ta skozi neki pametuje, pa ne vem kaj, ampak mi smo neki, doživeli smo neki, veš, kaj mislimo, ne? Imamo nek razlog, da govorimo, kar govorimo, no? In tudi jaz, ko kdaj zdaj za nazaj, ko pomislim, veš, kolikrat mi je mami kaj svetovala, pa sem isto tako zavijala z očmi, pa sem tako, joj, mami, kaj pa ti veš? Pismo ženska je stara 70 let, doživela je stvari, videla je stvari. V bistvu je dober, ja, če tako pogledaš. A veš, ona že ve, kva govori, ona ve, iz kje izhaja, pa tudi konec koncev je tvoja mami, itak ti želi vse najboljše v življenju, nikoli ti ne bo neki slabo svetovala, ne. Tako da poslušajte svoje mamice. In naju zdaj. In naju seveda, ja. Tako da, ja, okej, greva naprej. Jaz sicer ne vem pač zdaj, kaj imava s temi partnerji, ampak jaz imam še eno partnersko. Okej. Star sem 26 let in s punco, ki je stara 29, sva skupaj že 2 leti in pol. Ko sem pri 24 zaključil študij, sem se takoj podal na trg dela. V 2 letih sem zamenjal že 8 služb. Delal sem v kavarnah, knjigarnah, restauracijah, trgovinah. Večina zaposlitev je trajala 2 do 3 mesece, najdaljša 5. Vedno sem bil priden, točen in z vsemi v dobrih odnosih, zato si nikoli nisem znal razložiti, zakaj se je povsod dogajalo isto. Pazi to. V vsaki službi so se začele ponavljati nenavadne pritožbe. Telefonski klici, neznane ženske, negativni spletni komentarji od ljudi, ki jih nikoli sploh nisem srečal. Enkrat je moj nadrejeni celo prejel klic bivšega sodelavca, ki je trdil, da sem bil grozen delavec. Čeprav sem vedel, da to ne drži. V tistem trenutku nisem vedel, kaj narediti, ampak še dobro, da je bila moja punca vedno ob meni, me tolažila in mi stala ob strani. Pred kratkim pa sem se odločil, da bom tokrat vztrajal. Našel sem službo in se končno soočil s problemom. Decembra sem bil na razgovoru za delo v pekarni in januarja začel z delom. Že prvi teden me je šef poklical na pogovor zaradi negativne Google ocene, v kateri je nekdo trdil, da sem bil nesramen. Kar ni bilo res. Razložil sem mu, da se mi to dogaja že dlje časa in da sumim, da ima nekdo do mene neko osebno zamero. Na srečo je bil razumevajoč in zadevo odmislil. Ko sem prišel domov, sem vse povedal punci. Potolažila me je in skupaj sva gledala film. Med filmom je skočila na stranišče, njen telefon pa je ostal na mizi. Na zaslonu se je pojavilo obvestilo. Menedžer te in te pekarne, torej te, v kateri sem zdaj zaposlen, je odgovoril na vaš Google komentar. Ko sem pogledal pobliže, sem videl, da je ime uporabnika popolnoma enako tistemu, ki je nazadnje pustil slab review o meni v službi. Kurjo pot sem dobila, presežem ti po nogah posod. Kva? V tistem trenutku mi je srce dobesedno padlo v hlače. 2 dni je minilo od tega, jaz pa sem še vedno v šoku. Jaz tudi. Ko zdaj premišljujem za nazaj, se koščki nekako sestavljajo. Torej vsi klici, vse negativne ocene, vse naključne pritožbe, je bila res moja punca za vsem tem. Ampak odgovora na najtežje vprašanje še vedno ne najdem. Zakaj bi to naredila? Zakaj bi nekdo, ki me ima rad, sabotiral moje službe in uničeval mojo samozavest? Ne vem niti, kaj naj naredim, ne kako naj sploh začnem pogovor. A ti zdaj razumeš, koliko tap je to? Ne, čakaj. Kaj ne veš, kaj narediti, pusti jo, dump her ass, kaj? Sorry, jaz po mojem sam mislim, da 2 leti se je tip matral, iskal službe, menjal službe, dobival ne vem kakšne reviewe, Google ocene in ne vem kaj vse. Ne, samo to je psihopata ženska, to je psycho behavior. Ženska mu stoji ob strani, ti si 2 leti, si toliko potolčen, toliko na tleh, nekdo ti stoji ob strani, da zdaj v bistvu zveš nekako, da ta oseba sabotira tvoje službe. Mislim, zdaj najprej bi se jaz rada dotaknila, zakaj bi to delala, ne? Pač ker je psiho, prvo kot prvo. Ampak tako, če že gremo v to, prva stvar, na katero sem pomislila, je to, da ga pač hoče imeti sam zase. Tako da je pač psiho v tem smislu, je še posesivna. In da pač noče, da kjerkoli dela, da spoznava nove ljudi, da ima nove sodelavke, karkoli v tem smislu. Sam po drugi strani, on itak bo zmer iskal novo službo, tako da zmer bo pač stremel k temu, tako da bo zares zmer malo odmaknen in ti nič zares ne dosežeš. Dosežeš samo to, da spoznava še več novih ljudi, da še več služb zamenja in da se okolje še bolj spreminja, kar v bistvu ti poslabša situacijo na nek način. Si manj pod kontrolo, kakor pa recimo, če bi pač delal na neki fiksni točki. Službi, razumem. Čeprav meni tudi tako, a ne pač, že če logično pogledaš, a ne sej, ona tukaj v tej situaciji, ne recimo, da je ona to njemu naredila, pač gleda samo nase, ne? Ja.
Ampak če ti gledaš zdaj tukaj samo na se, kaj pa denar? Mislim, kako boš pa zdaj, ne vem, ona dela ali ne, ampak če recimo ona dela, se pravi kaj, boš ti skozi preživljala, ne vem, cel življenje tebe in tvojega partnerja. Sej to, ja, kaj pa to? Ker njemu ne pustiš, da dela. Ja. Tako, a ti je to, mislim, pa se nič ni narobe, a ne, če ti zaslužiš dosti denarja, jaz tudi s tem ne vidim problema v tem, ampak tako, a meni, če bi jaz pač imela neko povprečno ali pa minimalno plačo, recimo, meni to ne bi bilo okej. Mislim, jaz bi si želela, da moj fant dela. To je zelo čudna situacija, to tako zelo zlobno zveni, tako da, ne vem, da me bi se mu tudi maščuje na nek način, me bi se mu je zameril, s čem pa je zdaj to maščevanje, Sorry, tako me bi pač kripi. 2 leti. Pač očitno je psiho, Kaj ne? pa je lahko tacga naredil, da bi ga 2 leti tako kaznovala? Je pa še ena razlaga, maybe je pa sam eden tistih tipov ljudi, ona, tako, zdaj to je totalen ekstrem, ne, Okay. ampak da ful se rada ateče na ljudi, ki rabijo pomoč. V smislu, da je ona tista, ki jih podpira, pa da kadarkoli se nekaj zgodi, da je ona tam za njih, pa da pridejo v njen objem, se vrnejo in da ona pomaga. Zato, da se on vsakič vedno znova zlom, zato da ga ona lahko spet sestav skup na nek način, kar je totalno psiho. What? Totalno psiho. Na to pa sploh nisem pomislila. Ja, ampak a veš, zakaj sem jaz na to pomislila? Ker jaz sem včasih imela ta vzorc. Ne, da sem take stvari delala, samo v smislu, mene so zmer privlačili tipi, ki so imeli nek problem. Tako v smislu, a veš, ne vem, tako, da sem imeli, ne vem, doma težave, pa sem mi pol tako, ne vem, malo jamrali o tem. A veš, kaj hočem reči? Tako, v smislu, da sem jaz hotela svetovati pa pomagati. Ja. Ne vem, to verjetno tudi izhaja iz mojega domačega okolja, ker sem imela eno tako situacijo in sem tudi imela zmer feeling, da moram biti tam za to eno osebo, a veš, kaj mislim? In pač, mogoče sem pol to prenesla tudi v svoje razmerja in jaz, ko sem Martina spoznala, je bil najbolj normalen človek na svetu. Ja. On ni imel problemov, on se ni nič pritoževal, on je bil samo en zdrav, normalen tip, Človek, ki je tudi že doživel stvari v življenju, pa če tudi že enih fulejnih stvari doživel, ni tako, kot da je en razvajenec, ki se mu nič slabega ni zgodil. Ampak še vsem je to znal ful dobro predelati. In ni bil bogi revček tam, ki pač bi meni tam konstantno jamral, pa se. A veš, v tem smislu. Tega nič ni narobe s tem, nočem tega reči. Sam tako te fanti, ki sem jaz imela, so bili prav že toksični do te mere. A veš, tako, da tudi recimo, ne vem, sem imela fanta, pa je konstantno govoril samo o svojih problemih, tako nikoli pa mene ni vprašal, kaj pa jaz. A veš, to hočem povedati, ne? Sam, bla, sam on. Meni je pa sedel biti tam ne vem, njegov angel varuh, ki je tam zanga in mu pomaga in svetuje. Bolj terapeut. V bistvu. In meni je bilo to kar všeč, ker sem se počutila kar posebno iz nekega razloga. A pa se tako mogoče kdaj razmišljala, da si svalila poklic? Tako, mogoče da. Sej, jaz sem drugač najprej sem razmišljala o tem, da bi bila ali psiholog, ali da bi bila terapeut za odvisnike v bistvu, a ne? Torej, da bi... Mama dela z odvisniki, pa je tako pač v redu. To sem jaz hodila ful, tako pa to sam... Pa sem pa sama pri sebi dojela, da sem jaz toliko empatična že kdaj do točke, da je preveč. Da jaz toliko čutim kdaj čustva drugih ljudi, da jaz bi konstantno domov hodila, po moje cela objokana, pa žalostna. Po moje, če bi mi razlagali svoje probleme, bi se jim jaz jokati začela v faco. A veš, tako, v tem smislu sem jaz zelo tako. Isto tudi, ko sem mi tako kakšen, a ne pač recimo ta fant, ki mi je razlagal, meni šlo kdaj kar na joka mi te stvari razlagal. Veš, tako sem lavno. A veš, kaj mislim? Ne, pa se to je normalno, ne? Pa vseeno, veš, tvoj fant je vseeno, a veš, nekdo bližnji, nekdo, do katerega Ma ne, jaz sem taka zmer. A veš, tudi tako vidim tudi, ne vem, dokumentarne. Pač jaz ne poznam teh ljudi, pa vsem, da slišim eno, ne vem, žalostno zgodbo, se začnem tam jokati. In jaz bi bila isto, nisem dost, ne vem, mislim, mogoče bi se naučila s časoma tudi kontrolirati te emocije na nek način, da jih ne pokažem vsaj tako. Sem kaj je važen, ne jih pokažem, jih še vse njih pa čutim. Ja, vem, pač moraš v bistvu znati narediti nek tak zid, oziroma se ne preveč čustveno navezati na pač to osebo oziroma na njeno situacijo. No, kar je pa malo problem. Ja, težko, no, ampak sej mogoče tudi terapeuti imajo svoje terapeute. Si sigurno imajo, ja. Jaz sem 100%. Sigurno imajo, jaz drugače res ne vem, kako lahko to delajo. Ampak ja, je. Sam moraš biti malo bolj tak, ne vem, odmaknjen človek, kako bi ti mu rekla, da lahko je ta zgodilaš, se mi zdi. Mislim, veš kaj bi ti bi mogla gledati ta film Belo se pere na 90. Ne, Nina, jaz sem tako jokala. Meni so šle solze tako jaz ti sploh ne znam povedati. In to hočem doživeti. A veš, neka histerično jokaš, ampak veš, kaj si kar tako, a veš, tako sem bila jaz, res, ne, ampak je tak film za dušo. Dober film je. Pa ne, sej ponovadi, najboljši filmi so ponovadi lih te, ki se te tako dotaknejo. Mene se ni še noben to, pa tudi jaz jokam drugače, tako ne, pri kakšnih filmih. Ampak ta se me je pa res prav tako pejt ga gledati.
res ti ga priporočam. No. Vsem priporočam, ki še niste šli gledati, Nekega dne mogoče. ker vam ne bo žal. Drugače pa ja, glede te situacije specifične, meni je tako prav žal, a nisi dobila, mislim, a si šla kakšne komentarje, da bi bil kakšen update, kaj naredil, a Ne, izvedel? ni updata. Sem šla brati komentarje, Joj. ni nobenega updata in to me v bistvu ful jezi. Mene tudi. Zato, ker tako, pač zdaj, če potegnem črto, rešitev je samo ena in to je ta, da pač greš na razen s Nujno. to osebo. Nujno. Jaz tukaj sploh ne bi debatirala, ker to ni normalno. To, da te nekdo 2 leti tako grdo sabotira, to je sploh, o moj bog, jaz si ne znam predstavljati, da bi meni Pavel zaprl toliko nekih opcij, priložnosti, ki bi jih dobila v teh 2 letih, recimo službenih, delovnih ali kakorkoli. Jaz bi bila tako jezna. Ne, pač to je psihopatsko obnašanje. Sorry. Res, In ker da- to je full ekstrem. In da ti vidiš, da se ta oseba res slabo počuti Saj to. in da se ne mislim joka, zanima se joka, ampak da je tako, da je res grozen Zdaj predstavljaj si ti to. in jo In ti tam to lažeš naskrivaj. in to delaš na skrivaj. Ne, sorry, to je psihoobnašanje, to sem zdaj že 3-krat, 10-krat moj What? rekla, ampak tukaj res drugače ne znam sploh pojasniti. Da tako nimaš nobene empatije za tega človeka, da ti kar tako in ti ga kao to lažeš in kao se bo, a ti to je crazy. povzročaš. To je crazy. Ne, to je ful velik ekstrem, to je pač jaz nekaj narobe s to ja, ja. jaz skrbi tukaj pač ni dileme, a ne bi definitivno šla na razen. Zdaj jaz bi to naredila čim prej. Ja. Mogoče iskreno ne bi niti šla na razen tako v smislu, veš, da pač ti greš do tega človeka, pristopiš, poveš, rečeš, lej, sorry, konc je. Jaz bi sam pobrala stvari, spakirala, napisala konc je, dobro veš zakaj, blokirala in to je to. Ja, tukaj pač dejansko Sorry. ta oseba si niti ne zasluži pogovora, ne Ne. nič. Mislim, če je mogoče to nekaj, kar ta fant rab, a veš, če on mogoče raben pogovor, sem da dojame, kaj je njeno razmišljanje za vsem tem, Ne, iz samo kje kaj, izhaja. jaz mislim, da taki ljudje, ki se tako obnašajo, ki imajo očitno res neke psihične težave in probleme, se mi zdi, da te bojo pol zmeri nekako probali zmanipulirati. Ja. A veš, v to, kakor da, ali pa ne vem, upravičevati z ne vem čemu vse, Sam zakaj so to tukaj, naredili. ne Saj glede ni na to, kar mu opravičila. reče, po moje, jo ne more dejansko nasesti kle. Tukaj ne moreš se izvaditi iz tega ven. Itak, a bi zdaj jaz tukaj poslušala neke take izgovore, pa upravičila? Ne, absolutno ne, ker ni upravičila za to. Ni tudi ni izgovora. Mislim, jaz za tako iskreno, obnašanje. jaz če bi bila na njegovem mestu, jaz bi bila sam ful radovedna. A veš, ko še vsem to sta zdaj 2 leti Samo njegovega mislim, da ti bo lajfa, kaj po resnici povedala. karkoli ne vem, sam to sta še vsem 2 leti njegovega lajfa, ko sta sam, ne vem, šli stran, mislim, Vržene strani. vrženi stran, dobesedno. In jaz bi hodila vsaj tako nekaj vedeti. Pač čiskovno, ker bi bila tako jezna. Jaz ne bi mogla dejansko tako, kot ti sam spakirati pojiti, ker sem preč tudi tak kolerik mogoče. razumem, Jaz bi da se da hodila pač tam skregati, moraš, jaz bi prav ja. mogla se zdreti na osebo pa reči, kaj ti nisem. Ampak, a veš kaj, jaz mislim, da pač pri takih ljudeh, ki se res tako obnašajo, za res enega odgovora nikoli ne boš dobil. Ne, se vem, ja. Tudi iskrenega, ne? Tako da, ja, ampak razumem pa tudi tvoje stališče. Valjda, če ti Noro. nekdo to dela 2 leti, wow, ok. Mi je tako malo žal, da on ni več tudi informacij podal, v smislu, tako rada bi tudi vedela, kakšno je njuno razmerje na splošno. A veš, kaj mislim? On je kle izpostavil samo to, da je to tako edina stvar, da ga čisto šokirala. Veš, Ja. da nič se ni slabega sploh dogaja, ali to je edina taka stvar. In to mi še bolj tako skripi. Ne? Če pa gre kle za neko maščevanje, in da nam pač on ni povedal, naprimer, da je on v preteklosti, kaj se jim je prevaral z 10 bebami ali nekaj, kaj se jim, in da se je ona pač, da je šla do tega ekstrema se maščevati. To je tudi sicer bolano, ker to so se tudi že po moje preteklosti pogovarjali, da bi se mi dve maščevali in so tako rekli, jaz bi se recimo prilično, torej v smislu, ne vem, da bi bila v enem baru, pa da bi tam videla tega mojega bivšega, ki me je ful prizadel in bi pač mogoče tam flirtala z nekom, ker je lih taka situacija. Ne bi pa jaz zdaj šla, out of my way, zato da se jaz te osebi maščujem, pa da prav en cel plan naredim, kako pa kaj bom jaz naredil, a ne, to pa nikoli. Ja. To mi je res ekstrem in pač komu se da. Na nek način ti tudi sam sebe v bistvu pol zaviraš to, da se zacelaš, pa da greš naprej z življenjem na tak način. Ne? Tudi ona, če se gre za neko maščevanje, pa da ima razlog, tako tudi ona sama sebi dobesedno je, tudi 2 leti je stran vrgla. Sebe. Ma, se mi zdi, da je to tako ful otročja. Ne? Ti nismo Definitivno. več v srednji šoli, nismo več stari, ne vem, 15-16, ko tako razmišljamo, zdaj pa ti moram vrniti. Ne? Ja, valjda. Valjda starejši, ki si, ne vem, sploh pri 29 ali koliko je bejba stara, to pa res mislim, da bi mogel biti že to, da pač, ok, če se ti nekdo toliko zamer, se zdaj pač sama pri sebi odloči, razpuci, a si želim s to osebo še nadaljevati. Če si želim, mu bom pač oprostila, žal, če pa ne, če mu pa ne bom mogla oprostiti, grem pa pač na razen. Tako. In to je to, ne pa, da se gremo te neke otroče fore, sploh pa res, da 2 leti svojega lajfa tako vrže stran, ne vem, no. V glavnem, ta zgodba mi je bila, ko sem jo prebrala, mi je bila Šokantna.
tako absurdna, nisem točno vedela, kam gre. Ja. Ne vem, nisem znala umestiti, kam bi lahko to šlo. Ej, meni si ti malo si spoilala, ker si rekla, da gre za razmerje. Če mi ne bi povedala, jaz bi bila čist bleda, jaz ne bi bila sploh, zakaj se gre, kdo bi lahko to delal. Ja. Jaz tudi drugače tega, tako kot sem brala, nisem vedela, kam naj umestim, ampak pol konc me je pa prav tako what? To me je šokiral, da v glavnem pusti jo in to je to. Čau. Greš naprej. Čau, bye. Ok, se pravi, zdaj pa greva še na zgodbo najne poslušalke. Naslednjo pa predebatirava v zadnji januarski epizodi. Yes. Tako. Bomo malo porazdelili. Ok, torej, zdaj malo je tako, nisem čist prepričana, kaj točno je. No, se bom prebrala, pa boste sami ocenili. Okay. Mi je pa zanimivo, ker je taka novodobna, se mi zdi. Ok. Imam fanta in se super razumeva. Enkrat sem čisto normalno malo pogledala njegov TikTok, kaj reposta in videla, da je repostal video z napisom I love my girl best friend. Najprej sem si mislila, ok, mogoče govori o meni in da sem jaz ta girl best friend. Potem sem malo scrollala naprej in videla še en repost, kjer je pisalo You are my best friend forever. Ko sem pogledala, koga je označil, sem videla, da je tegana moja prijateljica, ki je hkrati sestrična njegove bivše. Zdaj res ne vem, ali sem jaz malo čudna, ali pa to je dejansko nekaj, kar ni ok. Ne vem, kaj naj naredim in kako naj se sploh počutim glede tega. Mislim, mene zdaj tukaj, pač prvo kot prvo me malo za kontekst zanima, koliko so oni stari? Ni nič povedala, ampak meni to zveni malo tako osnovnošolsko. Ja, ker ponavadi v osnovni šoli je tako, ne. Zdaj, tudi na splošno mene, to smo že imeli debato, mene nič ne moti, da ima moj fant ženske prijateljice, tudi tebe, vem, da ne, tako da to, da ima pač on neko žensko prijateljico, se mi ne zdi nič sporno. Ja. To, da je pač tega v take videe, se mi zdi pa sam tako mogoče malo pogojeno z leti. Si predstavljam, da so mogoče to kakšni malo mlajši in pač si pošiljajo te rile in videe in se jim zdi to zabavno in smešno in se mi zdi, da tukaj zares ni nobenega slabega namena. Ja, s tem, da a je ta pač punca, ki je on tegel, a je zares njegova najboljša prijateljica, a je to tako malo tegel tako za foro. Ker ne vem, tudi to mi smo recimo v osnovni šoli, ko smo kdaj kaj komentirali, pa tako smo se malo tako. Ne vem, tudi en kolega, s katerim so bila sam sošolca, niso bila zdaj nekako bližnja prijatelja, me je kdaj komentiral, ne vem, je tegi tisto osebo, ki ti ne vem, koliko veliko pomeni. A veš, malo tako se greš te osladne fore, samo zato, da kar neki, pač sem tako malo za hec, ne? Za foro, no. Tako da jaz tukaj bolj mislim, da je pač to neka fora, oziroma da je mogoče se, kot sem rekla, malo pogojen z leti, ne da bi one dva karkoli imela. To pa, da pač on ima eno žensko prijateljico, se mi pa ne zdi nič narobe, dokler niso tukaj meje prekoračene. Pač dokler je vse v mejah normale, spoštljivo, valjda tudi do tebe. Tudi pomemben je, kako se ti počutiš ob tem njunem prijateljstvu. V smislu, a se kdaj družite skupaj, pa je ona zraven, pa ne vem, flirta z njo, ali pa ima kakšne neprimerne komentarje, da ji tako kaj reče. Veš kaj mislim, kakšen je to odnos? Ali je načeloma, ko ste vi skupaj, ko se družite, to čisto normalno, nikoli ne zaznavaš nobene tenzije, nič kot čudenga, ker če temu ni tako, pol te ta komentar res ne rab skrbeti. Če imaš pa ti že zaradi, ne vem, nekega prejšnjega obnašanja z njim, mogoče te čudne pomisleke, pa se ti zdi, da mogoče bi tam kaj bilo, to je pa zdaj spet druga zgodba, ne? Ampak če je pa sam fora, sam tega njegovega reposta, pa mislim, da malo preveč overthinkaš. Pa v vsakem primeru, realno, tako tudi na dolgi rok, ne, kadarkoli boš imela fanta, pa če je to tal, pa kakšen drug, ne, zmeraj je ful pomemben, da pač komuniciraš s svojim fantom, veš, kaj mislim. In če zdaj ne vem, koliko sta vidva stara pa to, ampak v vsakem primeru načeloma, če je, ne vem, če te ima fant rad, pa to bo spoštoval tvoje meje, pa to, kako se ti počutiš. A veš, če bo te fant, ne vem, da mu ti na primer poveš, le meni je malo nelagodno ob, kaj se vem, o tvojemu repostu, pa teganju, ne vem kaj, pa če mu to lepo poveš, on ne bi smel zdaj nate gledati. Ne bi smel zdaj nate gledati, kaj pa je tole narobe. Ne. A veš, ker pač ti se tako počutiš in to je totalno normalno, nič ni narobe s tvojimi občutki, pač to zate ni okej in to je treba razumeti, ne. Tako da zmeraj je pomemben, da imaš enega fanta, da ti lahko z njim normalno komuniciraš, pa da ti ni bedo bidej, da mu nekaj poveš. Ne smete biti strah, ker če te je strah, to je mogoče malo slab znak. Mislim pa, da mu lahko to na čisto lep, normalen način pač poveš, da ti je mogoče malo neprijetno ob takih komentarjih in lej, ali se on spremeni, ali ti pa mogoče tudi argumentira, pa ti bo, ne vem, pojasnil, da je to bila neka zafrakancija, ki je bila, a veš, tako, da je nekaj bizarnega v bistvu. Točno, in boš pa v bistvu dobila tudi odgovor in te nauve skrbeli na nek način. Točno to. Tako da, communication is the key. Res, komunikacija je zelo pomembna v vsakem razmerju, ne glede
glede na to, da si v osnovni šoli, srednji, ali pa si, ne vem, star že skoraj 30 let in si 8 let v zvezi, ali pa, ne vem, 7 oziroma 6 plus. Ali prosim ne govorimo, da sem skoraj 30 let že stara, ali sam rečemo 27 letnica in to je to. Kako je Maša rekla, ni važno, koliko si star, pa verjamem, to govoriva iz izkušenj, okay? Tako ni kar neki. Drugače pa kaj pa nasplošno, tako zdaj, če malo zdaj posplošiva sam to temo družbenih omrežij, torej v smislu, a te je kdaj že, ne vem, zmotil, ko si videla, da je tvoj fant lajkal kakšni punci, kakšno sliko, ali pa tako, veš, po nepotrebnem, da je kar ena random punca. Ja, a veš, kaj moram jaz tukaj reči glede družbenih omrežij? Jaz imam tukaj tak zegen, ker Pavel nima skoraj nobenega družbenega omrežja. Res, nima skoraj nič, nima TikToka, nima nič. Kaj pa v preteklosti, tako nasplošno? Ja, tudi Instagram, a kaj, njemu to, on je fant narave. Kako ne ti to rečem? Ja. On res nima takih stvari in tudi recimo, ko ima Instagram ali pa Facebook, Instagram se je zmeril vsako leto za, ne vem, pol leta deaktiviral. Pač ni ga rabo, rekel je, da je to malo prevelika distrakcija za njega in si ga je deaktiviral. Ful cool, drugač, to je ful cool. Tudi zdaj recimo ga, če pogledaš tisto njegovo statistiko na telefonu, je on mogoče 1 minuto na dan na Instagramu. Še to na Instagramu tistih 100 ljudi, ki jih follova, so neki te tattoo artisti, ki je pač to njemu všeč, ali pa ne vem, kaj povezi z vrtnarjenjem, ki mu je tudi všeč. Tako da nič, jaz pa tukaj sem imela pa res tak zegan, nobenega problema nimam s tem. Pavel je ful, tako ne vem, tudi ko sem jo recimo pokvaril telefon, pa to je bilo, ne vem, 2-3 leta nazaj, je imel pač neko staro, sploh ni bila sicer Nokia, je bil na touch, ampak je bil še Samsung, star na touch, ker ne moreš imeti nobene aplikacije gor. No to in je imel on to, ne vem, pol leta, skoraj 1 leto, ker mu je vse. Tako da jaz tukaj nimam problema. To je cool, ampak to je zdaj zelo specifična situacija. Kaj pa v preteklosti, ko si imela kakšnega fanta, tako nasplošno, veš, a bi te to motil, če bi bila, če bi bilo drugače? Spet nasplošno, ne, sem imela pred Pavlom enega fanta, ampak to je bila tudi srednja šola, prva ljubezen, prva zveza in se nisem toliko, sploh nisem gledala, komu on lajka slike. In zdaj glih, ko si mi rekla, pa se spomnim, on je imel eno sošolko. In vem, da je enkrat objavila neko fotko v kopalkah nekje in jaz vem, da je on meni še kazal to fotko. In on tam še en friend je bil zraven in on tako pač približuje tja na... Ja, ampak meni je bilo pa ne navaden, jaz sploh nisem pomislila na to, pač bila je moja prva zveza, kaj pa jaz vem, ne? Tako mogoče zdaj, če bi pač moj fant lajkal neke slike drugim puncam, pa to mi ne bi bilo prijetno, oziroma odvisno kaj, ne? Pač če je to neka njegova sošolka, me ne moti, ali pa njegova frendica. Razumem, razumem. Da bi pa zdaj šel tam nekim ženskam, ki se razkazujejo in so tam na pol nage na socialnih omrežjih, mi pa, mogoče ne bi bilo glih najbolj prijetno. Bilo bi mi vsem, ampak ne bi mi bilo pa tako čisto vse. Jaz te pa moram, zakaj te to sprašujem, ker jaz imam pa s tem slabo izkušnjo, veš, tako. Jaz sem mislila drugače, da boš pa rekla, evo, mene pa to ne moti. Ja, zato ker jaz mi rečem, da me ne moti. Jaz mi rečem, če ne kaj spremljate na tem najnem podcastu, veste, da sem jaz tako zelo tak neljubosumen človek, da me ne moti, če ima fant prijateljce, da me ne moti nič zares. Ko kadarkoli imaš, kaj moti, jaz sem muna, kar reče, meni vse. Nič. Tako pač ful sem flegma glede teh stvari. Je prespal en teden pri svoji punci, pa eni drugi frendi si ima prav. Ne, da se je to zgodilo, ampak če bi, me ne motil zares. Ja, pač ko, vse mi je, ne, za vsak drek. Ampak tukaj pa, evo, imam drugačno izkušnjo, zaradi, ker, evo, tudi to je bila ena taka stvar, za katero mi je bilo vse, načeloma. Pač tudi, kaj me briga, followi kogar hoče, pa se nikoli nisem ozirala na to, koga kdo sledi. Followa, ja. Pa sem imela, to ne sicer s sedanjim fantom, ampak z bivšim fantom. On je pa imel te fore, da on je imel tako konstantno neki pač pol se je neki tipku za mojim hrbtom, z bejbami pa tako. In prvi znak tega, da mu je bejba bila všeč, je bila to, da je šel lajkat slike za nazaj. To je pa se pravi, se pravi, ne vem, začel je slediti eni novi ženski, ki sploh ne pozna, veš, že to je tako malo, pač slediš ljudem, ki jih poznaš načeloma, ne? Ampak ne, tako eno random žensko je tam najdu, ker mu je bila očitno profilka lušna in je pol začel lajkati slike za nazaj in tudi ta vzorc je imel par men, a veš, ker je šel mi za nazaj slike lajkati in pol je imel... Tako hočeš pač pozornost in pol je nekak slajdu v DM-e. Ja, ker to je tako polna pozornost daješ, ja, pač ker bolj sekaš ven, če greš tudi men, kdo lajka sliko za, ne vem, 5 let nazaj, bom prvo to videla, ker ponavadi mi lajkajo bolj te ta nove, a ne? A razumeš, in jaz razumem to taktiko in meni je bilo že takrat to tako malo čuden, iskreno se nisem zares opremenjevala, sem lahko pač v redu, ne vem, pač nisem tako razmišljala. No, pa sem pa dojela to njegovo, I guess, strategijo in od takrat naprej sem pa ful pikolovska za te stvari in tudi
Prva stvar, ne vem, ko sem Martina takrat spoznala, oziroma takrat, ko mi je Ratu res všeč, sem šla malo pogledat, koga kaj sledi, ne. In pol, ko sem tako videla, kakšne te neke random influencerke in sem ga pač vprašala enkrat, tako čisto casually, jih pač pozna, ali jih sam tako malo sledi, pa rekel, da pač, ko je postal samski, da je pač malo tako sledil kakšnim lušnim, puncem, ko sem bila lušna pa to, ne. In pol je bilo to. Jaz mu nič nisem drugače rekla, da on mora zdaj nehati slediti tem ženskam, pa to pač, tudi na tisti točki nisem bila niti dosti, a veš, da se spoznavaš, pa nočeš biti kuj na začetku. Preveč hiter, da ga omejuješ ali pa razumem. Točno to, ampak tako mi je bilo samo nelagodno, ker sem imela to travmo iz preteklosti na nek način. Ampak Martini pa pač dejansko v vsakem mojeno besedo je najbolj skuliran tip ever in je pol s časoma, ko smo mi da postala tako uradna, ko so pač res zaljubljena, pa vse tako, je on sam od sebe unfollow te ženske. To je ful lepo. Niti enkrat mu nisem rekla karkoli glede tega, res nisem bila na tisti točki, da mu sploh namigala. Mislim, mogoče je dojel z tega vprašanja mojega karkoli, ampak nič, res nisem bila ljubosumna, ne nič, pa je sam od sebe jih odstranil. To je pa ful lepo. Sledi pa pač puncem, ki jih tako pozna od prej iz faksa srednje šole. Normalno, pa se tako kot Pavel, ki je meni v bistvu čisto vse in če se razumem to, a ne? Sam tudi tako, recimo, če bi jaz pač, ne vem, če ne daj Bog, da bi se z Martinom razšla, pa da bi, ne vem, spoznavala na novo kakšnega fanta ali kakorkoli že, jaz vem, da bi bila to ena taka stvar, ki bi mene ful motila. Tako glede teh Instagram lajkov pa tega. Ja, mislim, jaz na začetku sploh na to ne gledam tako. Tudi se pravim, tudi pri Pavlu, ne pri bivšmu, nisem nikoli tako gledala na te stvari, ampak pol, jaz mislim, da ko se jaz začnem pa dejansko zaljubljati v tega človeka, pol pa ratam tako malo bolj pikolovska in bi me sigurno zmotilno. Ja, se to. Pa veš, kako se mi zdi, da ti lajki malo pošiljajo sporočilo, no? A veš, neko sporočilo, pač ta človek, če ti ne poznaš osebe, kot smo rekli, drugo je, če je to oseba, ki jo poznaš, ti je kul, se tako poznate v živo, se štekata, to je drugače. Pa ne samo sošolka, tudi tako realno, samo da osebo dejansko poznaš, da ste se že nekaj pogovarjala, da tako, a veš, sta na tija, ne? A veš, ne pa tako, ker ena ženska, ki nisi videl še v življenju in ti tam lajkaš pač slike, po možnosti za nazaj, je sam čudena, ne? Mislim, za nazaj to je zelo velik red flag. A veš, ker kolikrat jaz tudi vidim pri tipih, ne vem, pri meni recimo, ki so zasedeni, pa mi lajkajo storije, a veš, pa take fore, pa kdaj tudi reaktajo na kaj, ne? A veš, tako, pa vidim, da ima na profilki sliko svojo žensko, razumeš? Ja, sploh ne skriva v bistvu, ampak me že kar vse, In jaz nikoli nočem biti tista ženska, ki se blindsided. Pa ne, ampak tista ženska, ki se smili drugim ženskam. A veš, kaj hočem reči? V smislu, punca, naprimer, okay, da ima ta tip profilko z mano in njoj lajka tam storije in si misli, joj, boga punca. A veš, ker jaz si kdaj za te punce to tako mislim, ker se mi pač smilijo, da pač njihovi fanti tako za hrbtom lajkajo te storije. Je logično, ja, normalno. A ne? To je grozen. Ne, pač moramo imeti malo več samospoštovanja. Se to zdaj ne pomeni, da mi pa rabimo biti zdaj jastrebi tukaj nad svojimi tipi in to spremljati in gledati, ampak če pa vidiš mogoče kakšno tako stvar in če te to zmoti, da jaz bi pač najprej soočila svojega fanta s tem in če on začne pač spoštovati to mojo mejo in ne dela več tega, ni nespoštljiv, ok, super, če pa to še naprej dela, pa tukaj se pač moraš vprašati. To je še en tak red flag. Ne vem, naprimer vem, da preden sem Martina spoznala, ker sem tako še mogoče s kom drugim šla na zmenkane, pa sem tako tudi mogoče smo se malo tako pogovarjali o mejah potem, pa sem tako jaz rekla, ja, ti lajki so meni tako neokusni pa to, ne. In ne vem, primer, da mi je tip tako kuj rekel, joj, pa saj to ni nič tazga. Evo že red flag. Red flag, ja. Sorry, nisem rekla, da so meni neokusni. Maybe tebi niso, meni so in pač, če bo nekaj iz tega, je treba to spoštovati, ne. Pa kdo si ti, da meni rečeš, da to ni nič tazga? Meni je nekaj tazga. Okay? Pač ja, prav je, da ali to spoštuješ, oziroma da pač pride nek kompromis potem tukaj. Ja. Ne samo, ok, tebi to ni, meni pa to je, ok, jaz bom to še naprej delal. Ne, sej, a ni point zveze, da pač se delajo kompromisi. Sej meni ne bo zmeri vse všeč njemu, tudi ne, ampak se najdeva nekje na sredi poti in pač nadaljujeva najno zvezo. Tako. Okay. Mislim, da je to. Kar zaključili na tej točki. Hvala za zgodbice, naslednjo prebereva v naslednji epizodi. Ja, tako da, če ti je všeč na en podcast, če naj rad spremljaš, rada spremljaš, nama prosim subscribe, lajki, followi, tudi Instagram in TikTok mava. Tako je. Vsaka interakcija prav pride. Ja, sta napisana od spodaj v opisu zmeraj tudi Instagram in TikTok. Tako da ja, se vidimo naslednjo epizodo. Čau! A ti to resno?